Danes v Pomurskem dnevniku. Presenečenje za Lano. S preverjenim računom do 10 tisoč evrov. Kako premagati spomladansko utrujenost. Anketa o kakovosti vode. Vreme jutri bo sončno. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Spremljate Pomurski dnevnik. Po naporni operaciji v ZDA in vrnitvi domov so Lano in Marjana pričakali družina, prijatelji in tudi nabito poln stadion na Ljudskem vrtu v Mariboru. Pripravili so jima veliko presenečenje. Med polčasom je bila pogumna 9-letna deklica v središču pozornosti. Na zelenici in s celotnim stadionom prepevala znamenit navijaški napev Viol. Lana in Marjan sta se v soboto vrnila iz Amerike in pričakali so ju družina, prijatelji, tudi 3 sotekmovalci iz šova Kmetija nov začetek, kjer je Marjan sodeloval, da bi zbral denar za hčerino težko operacijo. Bilo, kjer je Marjana mečkam bolj osebno spoznal, ve, koliko je on v življenju pretrpel, sploh njegova Lana. In mislim, da ni v Sloveniji enaka, ker ni zadnjič ob njegovi sliki, ki je pokazal sliko gor, ko je Lana končno obula obične adidaske, vsak za joko, tako da mislim, da je to minimalno, kar lahko mi naredimo za njega. Zdaj še moram prvo malo prespati. Prvo, doma smo, to je glavno, naredili smo to, kaj je bil naš plan že 8 let, tako da ko bomo prvo prespali, to še nas čaka fuzbal. Lana in Marjan sta si v soboto zvečer po prihodu domov namreč ogledala tekmo, saj sta strastna podpornika mariborskih nogometašev. Že ko sta stopila na zelenico, so ju pozdravili z bučnim aplavzom. In seveda, ko je Lana spodbudila navijače, so ji ti sledili. Vodstvo mariborskega nogometnega ponosa je lani predalo nove športne copate, seveda v vijolični barvi. Klub pa je podaril še 4-dnevni dopust za vso družino. Ja, nisem pričakoval takega vzdušja, ne vem. So me kar, tako že danes, parkrat solze obrile, tako da to so, ne vem, nepopisni občutki. Plus tega, da je nam uspelo, so nas sprejeli nazaj lepo, to je nekaj fenomenalnega. To je še, ne vem, tako redno, koliko se da redno spremljamo tekma, to je zdaj še samo potrdilo, da dobiš od kluba, ne vem, darilo, da veš, da klubu ni vseeno tudi za malega človeka, ne? To je že Maribor dokazal, ne vem kolikokrat. Lana in Marjan sta bila že vidno utrujena po dolgem dnevu, a vesela vsakega objema, tudi s pobudniki sprejema, ki je bil vse do konca zavit v tančico skrivnosti, saj družina vseh teh daril ni pričakovala. Glede na to, da je njen oče velik navijač Maribora in ker je Maribor tudi cel čas sodeloval v tej akciji, smo ga organizirali, oziroma sem jo z 2 pomagačama, smo prišli na to idejo, da bi se dalo kaj narediti, tako da bi se tudi NK Maribor vključil. In tako je prišlo iz 2 besed na to dejanje. Maribor je se strinjal, vse so naredili, veliko so prispevali. Tudi zdaj se tudi vidi, da Maribor ni le klub nogometni, ampak tudi z celim Mariborom velika družina, kar tudi nakazuje slogan Mi skupaj eno smo. Lano sedaj čaka še okrevanje, bo pa to lažje, saj bo ob strani stala celotna vijolična druščina. Finančna uprava Republike Slovenije vabi vse, ki bodo obiskali vulkanizerja in zamenjali pnevmatike na vozilu, da prek mobilne ali spletne aplikacije preverijo račun za opravljeno storitev. S tem se potegujejo za nagrado v višini 10 tisoč evrov. Za nagrado storitve se potrošnik oblikuje srečka storitve, ko preveri račun za opravljeno storitev v prostorih naročnika ali na terenu, ter storitve vzdrževanja in popravila motornih vozil, med katere sodijo tudi popravila, montaža ali zamenjava gum in zračnic, so zapisali na Fursu. Srečka se torej oblikuje za vsak preverjeni račun. Sodelovati je mogoče le prek mobilne in spletne aplikacije Preveri račun.
V 2 mesecih in pol nove nagradne igre so potrošniki sicer preverili in na FURS poslali 1,25 milijona računov, od katerih so jih 3820 označili kot račune za opravljene storitve mojstrov. Te račune bo Komisija za nadzor žrebanja do začetka žrebanja še pregledala. V tem obdobju so oblikovali tudi 34.200 srečk za sodelovanje prek portala e-davki. Do konca prvega kroga nove nagradne igre Vklopi razum, zahtevaj račun pa je še 17 dni. FURS je 4. žrebanje v nagradni igri Vklopi razum, zahtevaj račun, katere namen je spodbujanje davčne kulture v državi, izvedel sredi januarja. Nagradno igro so pripravili ob uvedbi davčnih blagajn in sicer 2. januarja 2015. Zima, ki je za nami, sicer ni bila prehuda. Tako izrazitega preskoka iz mrzlega na toplejše vreme ne bo, vendar nas to prehodno obdobje vseeno zaznamuje. Živimo v podnebnem pasu 4-letnimi časi in ob prehodu enega od drugega se naš organizem mora prilagajati na nove razmere. Mnogi tega prehoda sploh ne zaznajo, pri nekaterih pa se spremembe kažejo kot padec energije in izčrpanost, tudi brezvoljnost. Pri najbolj občutljivih ljudeh lahko prihaja tudi do glavobolov, omotičnosti, včasih tudi do bolečin v sklepih. Torej, da spomladanska utrujenost ni zgolj izgovor, nam bo znala več povedati Polona Đurek iz Bioteke. Pozdravljena, Polona. Pozdravljena. Torej, Polona, kaj je sedaj na tem? Kaj je spomladanska utrujenost? Tako, zdaj dejansko tukaj ne gre za bolezen, ne? Vzroki za spomladansko utrujenost še niso v celoti pojasnjeni, znani pa so nekateri dejavniki, ki na njo lahko vplivajo. In prvi taki je hormonsko neravnovesje in to lahko pojasnimo na ta način. V zimskem času, se pravi po zimi, se v našem telesu tvorijo drugačni hormoni kot v spomladanskem oziroma poletnem času. Zaloge serotonina, tako imenovanega hormona sreče, se izčrpajo in prevladuje hormon melatonin. Se pravi, smo bolj umirjeni, mogoče melanholični in v spomladanskem času pa se to ravnovesje spremeni, namreč več se gibamo na soncu, jemo več vitaminov, več se gibamo in ta hormon sreče se spet sproža. To lahko povzroči preobremenjenost telesa, zato mogoče tukaj priporočam, da posežemo po kakšnih prehranskih dodatkih, če že naša prehrana ni dovolj uravnotežena, naprimer kakšna maka, ashwagandha, shisandra, to so vse ajurvedska zelišča, ki pomagajo naše hormone spet postaviti v ravnovesje. Lahko pa si skuhamo tudi preprosto čaj iz ajde, ovsa, se pravi, to so pa naša domača zelišča. Če pa bi torej si lahko sami konkretno pomagali, nekaj si sedaj že navedla, kako si lahko proti spomladanski utrujenosti pomoremo? Zdaj pogosto zna biti vzrok za spomladansko utrujenost, znajo biti tudi slabe navade, ki smo jih gojili čez zimo. Se pravi, priporočam, da sedaj v spomladanskem času absolutno spremenimo način prehrane, se pravi lažja hrana, brez težjih začimb, manj soli, raje uporabljamo kakšno meto, meliso, limonsko travo, podobna zelišča, uživajmo dovolj tekočine, priporočam predvsem vodo, kajti s pomočjo vode vsi ti vitamini, minerali lahko zaokrožijo po našem telesu, se dejansko jih naše telo lahko pokoristi. Potem več gibanja na prostem zraku, s tem bomo seveda zaužili tudi te sončne žarke, se pravi pridobili dovolj vitamina D. Priporočam tudi primerno oblačenje, sedaj sploh, ko recimo v marcu, aprilu temperature zelo nihajo, zjutraj, zvečer je zelo hladno, potem čez dan zna biti tako toplo, da lahko tudi brez jakne sedimo na soncu. Se pravi, priporočam večplastno oblačenje, da lahko potem plasti snamemo oziroma se ponovno oblečemo. Priporočam tudi uživanje dovolj vitaminov iz B kompleksa, se pravi, če slučajno ne uživamo dovolj svežega sadja, zelenjave, ker tega sedaj še ni na našem vrtu oziroma v sadovnjakih, lahko posežemo tudi po kakšnem prehranskem dopolnilu B kompleks. Skratka, veliko je možnosti, lahko si sami pomagamo, lahko pa nam pomagaš tudi ti, če pridemo na Slovensko v Bioteko. Tako, seveda, lepo vabljeni. Seveda, več nasvetov torej v Bioteki, zaenkrat pa hvala, Polona. Hvala. Anketi, ki sta bili izdelani v okviru izgradnje pomurskega vodovoda sistema A, nakazujete na to, da so bili ljudje zadovoljni s kakovostjo vode pred novim vodovodom. Sistem A, ki ga je pred kratkim izdal upravljalec vodovodnega sistema družba Ekopark, razkriva kritične pomanjkljivosti novo zgrajenega vodovodnega sistema. Župani so obljubili kvalitetnejšo oskrbo in neoporečno pitno vodo.
a kot kaže, se njihove obljube niso povsem uresničile. Ne glede kvalitetne oskrbe, očitno tudi ne glede neporečnosti vode. Vsekakor pa je porabnike najbolj razburila cena vodovoda oziroma vode, ki jo sedaj plačujejo končni uporabniki. Komunikacijske storitve oziroma promocijo v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja je izvajalo podjetje Dialog.net. Ti so v času gradnje vodovoda v novembru 2014 izvedli tudi telefonske ankete oziroma javnomnenjske raziskave med prebivalci občin Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci, Lendava, Turnišče in Velika Polana. Anketa kaže, da je kar 87% anketiranih menilo, da je voda iz obstoječega starega vodovodnega sistema bila kakovostna ter v skladu z zdravstvenimi standardi. Najbolj so bili v kakovost vode v starem vodovodu prepričani v občini Črenšovci, kjer se zdaj pojavljajo največje težave. Oktobra 2015, torej približno mesec dni pred uradno otvoritvijo pomurskega vodovoda sistema A, so izvedli ponovno anketo med prebivalci občin. Tokrat se je poglavitno vprašanje glasilo: ali menite, da bo voda po končani izgradnji novega vodovodnega sistema bolj kakovostna? Le slaba polovica oziroma 51,9% anketiranih je odgovorilo, da bo voda po končani izgradnji v redu, medtem ko je 22,1% vprašanih menila, da je voda predtem bila kakovostnejša. Zvončki in marjetice so že naznanile pomlad, tako tudi prvi zeleni listi čemaža in regrat. Mnogi regrat nabirajo za lastno porabo, a če ga želite prodati, se lahko zaplete tudi do te mere, da plačate visoko globo. Ukolikor bi regrat želeli prodati, se pripravite na kup birokracije in papirologije, ki je potrebna, saj v nasprotnem primeru upravljate delo na črno. Država namreč v enem letu ni storila nič, da bi zmanjšala ubijalsko birokracijo. Prodaja nabranega regrata, čemaža ali divjih špargljev spada v okviru prodaje nabranih gozdnih sadežev ali zelišč pod osebno dopolnilno delo in če tega ne prijavite, vas lahko FURS oglobi s 1000 do 7000 evrov. Kmetom, ki jim regrat zraste na njihovem kmetijskem zemljišču, osebnega dopolnilnega dela ni potrebno prijaviti. Vsi ostali pa za prodajo regrata nujno potrebujejo vrednotnico. Kazen za delo brez vrednotnice je od 400 do 5000 evrov. Finančno upravo morate vsake pol leta obveščati o prihodku iz osebnega dopolnilnega dela. Hkrati morate enkrat mesečno za dohodke preteklega meseca oddati še napoved za odmero akontacije dohodnine iz dohodka iz drugega pogodbenega razmerja. Pri prodaji regrata, čemaža ali divjih špargljev morate sicer izdajati tudi račune v najmanj 2 izvodih in kopije hraniti 10 let, vendar pa zanje ni treba imeti davčne blagajne. Dobra novica pa je, da pri regratu ni količinske omejitve. Na Sobota Info poročajo o namestitvi zaslonk na ulično razsvetljavo ob krožišču pred Zvezdo, saj se je nad močno svetlobo pritožila ena izmed stanovalk. Več o tem in o aktualnem dogajanju na spletnem portalu www.sobotainfo.com. Mi pa poglejmo kratke novice. Po današnjem sončnem dnevu bi skoraj da pričakovali, da se ta srečen niz nadaljuje in se tudi bo, vsaj do vikenda. Poglejmo si podrobnejšo napoved. Danes smo imeli sončno vreme, opoldne smo v Krajinskem parku Goričko in Lendavi namerili 10 stopinj, v Radencih in Murski Soboti pa 9 stopinj. Jutri bo po večini sončno, predvsem na vzhodu bo občasno več oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo okoli nič, najvišje dnevne pa od 14 in do 17 stopinj Celzija.
V Murski Soboti bo tako 15 stopinj, v Mariboru do 17 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in še topleje. Najvišje temperature bodo do 16 stopinj. Jutra ostajajo hladna, okrog 0 stopinj. Naj bi bilo tudi konec tedna. Se pa za soboto napoveduje dež in nekoliko nižje temperature. Toliko za danes. Obenem vas vabimo, da si ogledate oddajo Odnos se rešuje ali našo spletno stran www.tvideja.si, kjer se vse oddaje tudi nahajajo. Lep preostanek dneva in do jutri, nasvidenje.